Danes poteka že 21. čistilna akcija Očistimo Kranj. Najprej bi se rad iskreno zahvalil več kot 5300 udeležencev te akcije, ki so pridno čistili preko 2 dni, včeraj osnovnošolci, danes pa preko 50 organizacij, krajevnih skupnosti, društev, gasilcev in seveda na koncu tudi kranjski taborniki. Ob tej priložnosti moram čestitati tudi za 70. obletnico njihovega delovanja. Pod njihovim okriljem poteka ta akcija in smo res hvaležni, ker oni gojijo tiste prave vrednote solidarnosti, skrbi za okolje, skrbi za društvo in to je res tisto nekaj, kar rabimo. Danes tukaj, naprimer, v slabe pol ure čiščenja sem pobral več kot 10 kg odpadkov. Marsikaj je tisto, kar se tukaj najde, predvsem je pa mogoče zaskrbljujoče, da je predvsem teh nekih malih plastičnih odpadkov, ki jih ljudje vržejo, ko se tukaj sprehajajo ali prek mosta ali po kanjonu Kokre, ampak to je tisto, kar opozarjajo naravovarstveniki, to je tista mikroplastika, ki se razgradi in pride tudi v vodo in jo najdemo tako v flaširani vodi, kot tudi v naši pitni vodi. Tako da jaz pozivam vse, da ne pomislijo na to, da naj odpadke vržejo v koš, ne pa v naravo. Mogoče še to, danes čistimo v kanjonu Kokre. Pred kratkim, oziroma mislim, da prejšnjem letu smo sprejeli OPPN za kanjon Kokre, končno po 12 letih. V letošnjem letu se dogajata tukaj dve večji zadevi. Ena je to, da projektiramo celoten projekt. Ocenjuje se, da bo to vrednost nekje med 5 in 7 milijonov, se pravi, da se uredijo vse potke, da se uredijo nove obrvi, da se uredi plezalna stena, da se uredi ta informacijski center tule. Tako da to bo kar en velik projekt, hkrati pa se prijavljamo na razpis za turizem, načrta za okrevanje in odpornost, da uredimo tule vhod v Kranjske rove, se pravi z novo ploščadjo, z prireditvenim prostorom, z novo ureditvijo luči ter tisti del pri župnišču, kjer so znane kranjske arkade, ki se zdaj žal skrivajo pod zaraščenim plevelom, drevjem, tako da to upamo, da bomo uspešni na tem razpisu in da konec leta ali pa mogoče v začetku prihodnjega, da odpremo tudi za javnost. Kar se tiče pa letošnje 21. čistilne akcije, vesel sem, da se je akcija udeležilo več kot 5000 udeležencev. V petek so čistili že šole, vrtci, srednje šole, tako da je več tisoč otrok v Kranju poskrbelo, da je Kranj čistejši. In ne samo to, več tisoč otrok je potem imelo tudi v šolah ekološke vsebine, tako da so se tudi izobrazili, kako ravnati z odpadki, kaj delati z odpadki, da ne pristanejo v naravi. Navezal bi se pa tudi na izjavo podžupana Janeza Černeta glede kanjona Kokre. Tudi sam, ko sem začel razmišljati o čistilni akciji, sem se prvi skupaj s kolegi taborniki, ko smo začeli širše razmišljati, orientiral na ta naš kranjski kanjon Kokre. Kdor malo zgodovine pozna, vemo, dobrih 100 let nazaj v tem kanjonu so bile rekreacijske površine, je bil kanjon res namenjen za to, da bi Kranjčani v tem kanjonu lahko preživljali svoj prosti čas. In vesel sem, da smo tudi z našimi čistilnimi akcijami pripomogli, da je kanjon Kokre čistejši in hkrati pripomogli tudi k temu, da se je to zavedanje, kam sodijo odpadki, razširilo tudi na celo mestno občino Kranj. Poleg kanjona Kokre se danes čisti tudi po ostalih področjih, po krajevnih skupnostih mestne občine Kranj in tukaj brez pomoči mestne občine Kranj in pa komunale Kranj bi tudi kranjski taborniki težko akcijo izpeljali. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na enote civilne zaščite, ki poskrbijo za zahtevnejša čiščenja, prostovoljna gasilska društva, tako da v Kranju smo kar dobro vpeti in tale akcija nam kar že 21 let res odlično ratuje.